vas povabil zdaj, da si pogledamo letošnjo katehetsko ekipo. Aha, dobro. Pripravi tele mikrofone. Tudi ta dela? Dela. Super. Tako, tudi letos pravzaprav katehetska ekipa ni kaj dosti drugačna od lani in vendar se mi zdi prav za tiste, ki smo tukaj na novo, da se vseeno pogledamo, kdo bo z nami. Prvi in drugi razred bo, tako kot zdaj že par let nazaj, vodila sestra Sabina. Sestra Sabina, kaj boste delali letos v prvem, kaj boste delali letos v drugem, mogoče še posebej, kaj boste delali v prvem, to je veliko bolj zanimivo, kar bo na novo. Kaj bomo delali v prvem? Najprej me zanima, a je kdo iz prvega razreda tukaj, da vidim, ali bom sama prvo ruko, ali mi bo kdo delal družbo. Prvi razred. Aha, nekdo je tam. Dobro, nekaj bo. Dobro, nekaj bo. Upam, da se nam še kdo pridruži, da ne bom sama. Torej, prvi razred, jaz pravim, da so to angelčki, kar so običajno reči angelčki. V prvem razredu bomo spoznavali, da je vsak od nas dragocen in ljubljen, zato ker smo vsi, ker je vsak od nas Božji otrok. A podobno, kot je bilo danes v evangelskem odlomku? Ja, podobno, kot je bilo danes, evo smo že začeli danes. Torej, to je prvi razred. Kaj pa drugi razred? Drugi razred pa bomo odkrivali, kako je Jezus naš najboljši prijatelj skozi vse naše življenje. Super, hvala. A se boste tudi kaj igrali? Bomo se igrali, bomo peli, bomo se pogovarjali, se bomo smejali, tako da dobrodošli v prvi razred. Ne bo vam dolg čas. Hvala, sestra. Tretji razred so potem prvobhajenci. Je Katja slučajno tukaj? Katja pa nisem videl. Seveda je. Je nisem spoznal, zato ker ima masko. Katja, kaj se bo pa dogajalo letos v pripravi na prvo sveto, se pravi prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo? Ja, dogajalo se bo tako, kot ponavadi. Spoznavali bomo zakrament svete spovedi pa svetega obhajila. Za vse ostalo bodo pa mogli otroci priti na veruka, ne? Da bojo videli, kaj bomo delali. Aha, to je marketinški pristop. Pridite pa boste videli. Ja. Bo prijetno? Ja, upam. Bo tudi kaj igranja? Tudi. Ok, dobro, hvala. Več pa je treba priti pa pogledati. Prav, hvala Katja, tu še kar ostani. Četrti razred, tudi zdaj že par let zapored, vodi Anica. Bo letos vse po starem, bo letos kaj drugače? Snov bo po starem, se pravi 10 božjih zapovedi, ker bo pa novost, bojo pa novi učenci. To bi rekla, spoznali bomo 10 božjih zapovedi, kakšno novo molitev se bomo naučili, igrali se bomo, tudi kakšen film obljubim, da bo, ne bo samo branje in učenje pravil, ampak bo tudi zabava, upam, da bo tudi kakšen zanimiv pogovor padel, vsako leto je, tako da upam, da tudi letos in to je to nekako za četrti razred. Dobro, fino, hvala Anica. Potem pridemo nazaj h Katji. Peti in šesti. Peti spoznava zakramente vse, ne samo obhajilo. Šesti razred pa odkrivamo malo sveto pismo, kaj nam sveto pismo sporoča in tako. Drugač pa še enkrat ponavljam, pridite na veruk, da boste videli, kaj delamo drugo. Dobro, razumem, da pri prvih, v mlajših razredih, da je tudi več igre, da je tudi več pesmi. Peti, šesti? Peti, šesti začnejo bolj proti filmom že, pa druženjem. Se pravi tudi kak film? Pogovor in podobno. Odlično. Hvala, Katja. No, in potem končno pridemo do tega, da predstavimo našega novega člana, novega kateheta. Pater Marko bo letos spremljal 7. razred. Ja, tako je. To bo že začetek priprave na birmo, tako da bomo sledili programu Izbrani in
Jaz mislim, da bo to eno fajn leto, ker se bomo malo bolj poglobili v to, kdo je bil Jezus. Tako da bomo imeli priložnost pogledati si 4 evangelije, malo od bližje in pogledali, kako vsak od evangelistov predstavi Jezusa, vsak iz svoje perspektive. Hkrati bomo imeli pa tudi dosti priložnosti za druženje in tudi za kakšen izlet. Aha, ok, no to je dobra marketinška pristop, ja. Izlet 7. razred. 8. razred, se pravi, to je drugo leto priprave na Birmo. Lani je, se pravi, sedmošolce spremljal pater Egon, letos jih bom spremljal jaz. Marko je že nakazal, 7. razred je prvo leto priprave, se pravi, v 8. razredu bomo zaključevali pripravo na Birmo, nekako še, se pravi, se malo bolj poglobili v to, kaj je pravzaprav zdaj v očeh osmošolca, kaj je to pravzaprav Birma, kaj so darovi Svetega Duha. Vmes bosta, se pravi, jesenski in spomladanski vikend, duhovna obnova. Jeseni gremo v Leničev dom pri Kostanjevici na Krki, spomladi gremo v Strujan, to je že kar ustaljeno. Od novega leta naprej bomo pa potem začeli vstopati, se pravi, v pripravo na spraševanje. Namreč treba je vedeti, treba je znati, ko smo enkrat pri Birmi, moramo znati vse nekaj povedati o sebi, o svoji veri, o cerkvi, o Kristusu, o Svetem pismu, in temu je namenjenih 90 birmanskih vprašanj in mi jih bomo od novega leta naprej začeli ponavljati, jih poglabljati, odkrivati, tako da potem, ko pride na vrsto spraševanje, da to ne bo nek bav, da to ne bo nekaj strašnega, ampak bomo vsi znali, poznali odgovore in bo šlo zlahka. Najprej odgovore med seboj, potem pa tudi v resnici pač odgovore komorkoli drugemu, ki nas vpraša, zakaj smo kristjani, zakaj smo bili pri Birmi, zakaj verujemo. To je 8. razred. Mogoče pater Marko, 9. razred bo tudi še z mano, se pravi tisti, ki so bili lani pri Birmi, se bomo dobivali ob 4. popoldan, pravzaprav nadaljujemo pot iskanja, ampak zdaj na enem drugem nivoju. Podobno pač je Katja že malo nakazala, v teh starostih potem tudi že kak film si lahko pogledamo, podebatiramo, verjetno tudi še kak vikend nekje, da gre naprej. Pater Marko bo potem sprejel še srednje šolce, ja, mlajšo skupino. Ob sobotah zvečer, ob 7. se bomo dobivali z mlajšo mladinsko skupino, tako da če je še kakšen nov kandidat, ste prav lepo vabljeni, imeli se bomo fajn. Tako, to je 1. in 2. letnik, 3. in 4. letnik je pa skupina, ki jo bo spremljal, tako kot že lani, pater Albert, ki ga trenutno ni tukaj, ker je v spovednici. Če kdo se želi srečati z Jezusom v zakramentu spovedi, pater Albert je pripravljen. Najlepša hvala, še enkrat več za vašo pripravljenost, za vaše služenje, tako da bi naše delo obrodilo čim boljše sadove. Hvala.